Good morning, Vietnam! In dobro jutro tudi Slovenija. This is not a test. This is jutranji vrtiljak z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Moje ime je Marko Lukan. Odkot prihajam, itak slišite. Dobro jutro, Fani, dobro jutro, Ana. Zdi se mi, da gledam neke hotelske scene iz Švice. Lepo, punce, da ste prispele cele, srečne in zdrave tja v gore, ki so podobne gorenjskim. Mogoče so malo slabše, no tukaj pri nas so lepše. Kaj bomo počeli danes? Najprej bomo poskušali zalaufati eno muziko v ozadju. Dajte mi napisati 111 v chat, če me dobro slišite. Pa če ob tem slišite tudi glasbo v ozadju. Pijete jutranjo kavo v Švici, mater se imate fajn. Mater vam je lepo. Ok. Očitno me slišite in to se mi zdi posebej fajn. Jaz bom tole jutro začel z nečim, kar je v principu lušten slišati, verjetno, če ti nekdo reče. Folk, modelke in modeli, moram vas pohvaliti, praktično vsi, ki ste prisotni na jutrnjem prebujanju, ste mi zaželeli v chatu in seveda tudi ostalim dobro jutro. To se mi zdi izrazit napredek, ker včasih se ne da iz vas zoleči ničesar. Tako da danes ste očitno dobro razpoloženi, pa dajmo probati to dobro razpoloženje ohraniti še naprej. Evo, Simona se je tudi priključila. Tako da dobro jutro tudi tistim, ki ste bili malo kasnejši, ki ste se priključili malo kasneje. Zdaj vam bom poskušal sharati in screen. Upam, da mi to uspe, če ne mi boste tako v chat napisali, da mi ni ratal. Tole bom skril dol. Tole bom dal gor. Share screen. Dajte mi napisati, če vidite zdaj eno slikco Rima v chat. Vidite slikco Rima? Se vidi, ok. Gremo tako kot običajno. Nekaj malenkosti sem pripravil v zvezi z 2. oktobrom, danes je namreč 2. oktober. Vinotok oziroma vinotoč, kakor mu rečemo Slovenci. In sicer v zgodovini sem naključno našel 5 zanimivosti povezanih z današnjim dnevom. Prva je povezana z Rimom. Leta 1870, torej, če tako rečemo, dobrih 150 let nazaj na današnji dan, je Rim postal prestolnica Italije. Torej, Rim ni od nekdaj prestolnica Italije, glede na to, da Italija nekoč tudi ni obstajala. Zdaj, toliko se poglabljal v zgodovino nisem, ampak na današnji dan je neka politična tvorba, ki se je pa že imenovala očitno Italija, priključila, anektirala Rim in papeško državo in jo določila za glavno mesto Italije. Vemo, da je Vatikan danes ločena država, ampak Rim je postal torej prestolnica Italije in je to od leta 1870. Tega modela, ki ga zdaj gledamo, to je nemški general Lothar von Trotha. Danes sem v resnici prvič slišal o njem zjutraj. No, ta model je na današnji dan leta 1904 izdal ukaz o iztrebljenju ljudstva Herero v Namibiji. Po tem ukazu je bilo ubitih 65.000 Hererov kot stranski učinek tega, kar so Nemci počeli takrat v Afriki. Pa je umrlo še 100.000 prebivalcev, pripadnikov plemena Nama. Tudi v Namibiji očitno gre za prvi zabeležen genocid v 20. stoletju. Vemo, kaj so Nemci počeli dobrih 30-40 let kasneje. Tako da ta narod očitno ima nekaj teh nagnjen v sebi. Kakor bi rekel Čiča v legendarnem filmu Koto tamo peva, znam te švabove, njih treba sve vzazit, pa meta kočevo. Ok, pojmo dalje.
leta 2011, 2. oktobra, smo v Sloveniji zabeležili neverjetno izredno topel dan, topel oktobrski dan, v katerem so v Biljah pri Novi Gorici izmerili temperaturo 29,2 stopinje Celzija, v Godnjah na Krasu, pojma nimam, kje je to, ampak očitno na Krasu so zmerali 28 stopinj in pol. V Metliki so na današnji dan leta 2011 zmerali 28 stopinj, v Murski Soboti 26,4 stopinje Celzija, v Ljubljani 26,2 stopinje Celzija ter v Bohinjski Češnici 26 stopinj Celzija. Ne boste verjeli, celo v Ratečah, to je tam, kjer so ljudje, kot pravijo, na pol medvedi, na pol bukve, nedaleč od Jesenic, so zmerali na današnji dan leta 2011 24,7 stopinje Celzija. Gremo dalje. Na današnji dan leta 2016, tole sem se malo bolj podrobno ogledal, ta podatek sem našel na internetu, so oboroženi napadalci napadli in zvezali tole modelko, ki je očitno Kim Kardashian. Moram reči, da sem to ime že slišal prav, zanimam se pa ne za, mogoče bom to malo popravil, mogoče se bom začel zanimati. Na današnji dan so oboroženi napadalci napadli in zvezali Kim Kardashian ter jo zaprli v kopalnico v njeni hotelski sobi v Parizu. Pobrali so ji za več kot 10 milijonov vrednosti, torej so jo ropali. V škatli z dragocenostmi je imela za 6,7 milijonov nakita. Znam si predstavljati, kakšna škatla je to, oziroma kako ta nakit izgleda. Nakit v vrednosti 6,7 milijona, vzeli so ji pa ubogi revi, ne vem, s prsta, z nočne omarice, ali ga je imela kje druge, zataknjenega, zatlačenega, tega podatka nimam, ampak vzeli so ji 4,5 milijone dolarjev vreden prstan, uboga reva. Kva pa zdaj, da si lačna, Kim? In še ta zadnji podatek v zvezi z današnjim dnevom. Leta 2017, na današnji dan, so zaradi usodne mešanice zaužitih drog, kakor so ugotovili zdravniki v bolnišnici v Santa Moniki v Kaliforniji v ZDA, umrl Thomas Earl Petty, bolj znan pod imenom Tom Petty, star je bil 67 let. V bistvu 67 let bi bil star 20. oktobra, danes je 2. oktober, torej tik pred 67. rojstnim dnevom je model naredil tako rekoč overdose, nažalost. To je, kdor ne pozna, Tom Petty je znameniti glasbenik, ustanovitelj skupine Tom Petty and the Heartbreakers. V karieri je prodal več kot 80 milijonov plošč, kar ga uvršča med najbolj prodajane glasbenike vseh časov. Zdaj, to je bilo to, kar se tiče znamenitosti povezanih z današnjim dnevom. Tole dam stran, upam, da me zdaj spet vidite in slišite moj ljubek obraz. Mi bomo danes nadaljevali z horoskopi povezanimi s trejdanjem. Včeraj smo podelali, če se dobro spomnim, tja do kozorogov, torej tehtnice, škorpijone, strelce in kozoroge v zvezi s trgovanjem. Danes imamo naslednje 4 znamenja in jutri zaključimo z zadnjimi 4. Naslednji vrsti so vodnarji. Dajte mi v chat napisati, če je kdo od vas vodnar. Je kdo od vas vodnar? Eden je. Evo, 2. Marko in Tjaša, Lipi. Renata in Primož v vodnarju, cel kup. Tole bo za vas. Vodnarji so v resnici modelke in modeli, ki so rojeni v obdobju od 20. januarja do 18. februarja. Na brzino sem našel nekaj znamenitih vodnarjev. En je bil Abraham Lincoln, se pravi bivši ameriški predsednik. Našel sem na brzino 3 glasbenike, Alicia Keys, Elisa Cooperja in Axla Rosea, pevca Guns N' Roses.
Zdaj pa pojdimo k tradanju. Vodnarjeva osebnost je, tako sem našel na internetu, zelo v narekovajih odmaknjena. Vodnarji radi čakajo in opazujejo, zato imajo raje dolgoročne posle kot kaos kratkoročnega in dnevnega trgovanja. K tradanju vodnarji pristopajo na intelektualen način in veliko dajo na tehnične podrobnosti. Kljub temu, da so torej nagnjeni k tem podrobnostim, pa se pogosto za kak trade odločijo po hipnem občutku in dostikrat se zgodi, da jim ta občutek prinese lep dobiček. Tudi v primerih, kadar te iste take priložnosti traderji rojeni v drugih znamenjih popolnoma spregledajo. Torej, vodnarji imajo en talentek, da nekaj začutijo. Ne? Vodnarčki, tisti, ki ste se mi javili, da se strinjate s čim, kar sem povedal. A je prvo, so se pojavila kaj tacga. Imate mogoče rajš kakšne zaslužke na dolgi rok in vas malo stiska pri teh 5-minutnih tradih. A se zgodi pri vas, da vas občutek pripelje do kakšnega lepega dobička? Evo, imam pozitivne odgovore. Tako da, vodnarčki, imate svoje talente. Če vas kdaj žulijo, če jih imate preveč, pa vas občutek pržene do kakšnega hipnega dobička, dajte še z mano šerati to. No? Jaz teh občutkov nimam. Zdaj, da se premikamo k ribam, dajte se mi oglasiti, če je kakšna riba v chat, ribi. Nekaj znamenitih rib sem na brzino našel, eden je bil Albert Einstein, ko raven ribo omenjamo, Albert Einstein, če se ne motim, je avtor tistega izreka, da je v stilu, da je treba pač vsakega posameznika individualno ocenjevati. Če ocenjuješ ribo po njeni sposobnosti plezanja na drevo, in boš pač rekel, ali vožnje z biciklom, ali nekaj tacga, in boš pač rekel, da je debil. Ampak riba ni rojena zato, da bi plezala na drevo oziroma vozila bicikl, ampak ima talent nekje druge, ne? In s tem se zelo strinjam. A je kakšna riba? Riba se mi nobena ne oglaša trenutno. Poleg Einsteina sem najdel znamenite ribe še Anjo Rupel. Tisti, ki ste dovolj stari, veste, kdo je Anja Rupel. Pevka skupine Videosex, solistka, radijska voditeljica in tako naprej. Antonio Vivaldi, ta ni pel pri skupini Videosex, je pa znamenit kompozitor, skladatelj. In pa Bernardo Bertolucci, znameniti režiser, ki je režiral Zadnji tango v Parizu, med drugim in seveda nekaj drugih znamenitih filmov. Torej, ribe v povezavi s tradanjem. Rojene v znamenju ribe običajno predstavljata dve ribi, ki plavata v nasprotnih straneh. Saj veste, poznate ta znak, ne? Torej, ribi simbolizirata njun boj med resničnostjo in domišljijo, zato sta v obratni smeri, ne? Kot traderji so ljudje rojeni v znamenju rib intuitivni in sočutni. Niso vezani na noben slog ali vrsto trgovanja in imajo kot taki zelo raznolik portfelj in več trgovalnih računov, torej modelke obvladajo več strategij, če tole dobro razumem, kar je absolutno pozitivno. Njihovi instinkti so neprekosljivi in vodijo večino njihovih odločitev, zaradi tega težko delijo svoje znanje, saj pogosto bazira na notranjih čutenjih, torej težko nam dajo kaj v smislu tehničnih podrobnosti in tega, ker oni bolj ali manj rečejo, jaz sem tako čutil, jaz sem tako čutila, roknejo put, roknejo sell in zmagajo trade in nam ostalim ni nič jasno. Skratka, nobena riba se ni oglasila, tako da ne vem, koliko vam je bilo tole zanimivo. Naslednji na seznamu so ovni, to so modelke in modeli rojeni v obdobju med 21. marcem in 19. aprilom. Je kakšen oven? Ovni, dobro jutro. Boštjan je oven. Ok, Boštjan, pozorno poslušaj, boš povedal pol, če se s čem strinjaš, kar boš zdajle slišal. Evo, Katja je tudi ovnica. Znamenitih ovnov sem našel nekaj, Aretha Franklin, Botra Soula, so ji rekli, je, mislim, že pokojna, če se ne motim, pa nekaj
znamenitih igralcev sem na brzino našel Andy Garcia, poznate tega lepotca, ne? Alec Baldwin, ravno tako lepotec, izrazit hollywoodski igralec, nekoč slavna igralka Ally McGraw, zdaj je malo že počasi utonila v pozabo, in pa nekdo, ki je tudi že pokojen, ampak ni utonil v pozabo, Anthony Perkins je odigral psihota v znamenitem filmu Alfreda Hitchcocka. Ok, to so ti znameniti oni, ki so mi padli v oči na brzino. Kar se tiče tradenja, Boštjan in Katja, menda, da za ljudi, ki so rojeni v znamenju ovna, ok, če gledamo horoskop, skica ovna seveda je značilna, za ovne so značilne notranja moč ter vodstvene sposobnosti. Ovni so radi, v narekovajih, številka 1, prija jim pozornost v življenjske, hkrati pa seveda tudi traderske situacije pa gredo pogosto na glavo. Evo, o tem smo si malo podobni, tako kot sem rekel, jaz sem kozorog in tudi v marsikatero situacijo grem na glavo, torej ovni, ne vemo, je to dobro ali ni, ampak v marsikatero tudi tradersko situacijo gredo pogosto na glavo. Ovni pogosto ravnajo zelo impulzivno, je pa zato njihovo lastnost značilno, da se izkaže, da je bila bazirana na pravilnih predpostavkah, torej v kakšen trade ruknejo, mogoče malo prehiter, ampak se pol izkaže, da je bilo to bazirano na pravilnih predpostavkah. Oven je sicer prvo zodiakalno znamenje. Mogoče je tudi zaradi tega za rojene v znamenju ovnov značilno, da so pri poslovanju na borzah zelo uspešni. Boštjan in Katja, koliko smo zadel, se strinjate s čim, kar je bilo povedanega? Gledam malo čet, da vidim, če bom dobil kakšen odgovor. A greste kdaj impulzivno v kakšen trade na glavo? Boštjan ni čist ziher, ali se strinja, ne, pravi recimo. Katja, si še prisotna? Se strinjaš? Katja se pa strinja. Ok. Saj to niso nujno slabe lastnosti, jaz jih vidim kot dobre lastnosti. Včasih kakšnih stvari ne znamo in ne zmoremo pojasniti, so fucking what, zakaj bi jih pomagal. In takole pridemo še do tazadnjega današnjega znamenja, ki se mu reče bik, tudi je rogat. To so modelke in modeli. Če je kdo prisoten, prosim, če se mi oglasi, da vidim, če imam kakšnega bika. Bikico. Torej, to so modelke in modeli, ki so rojeni v obdobju od 20. aprila do 20. maja. Spet sta se oglasila. Marko in Tjaša, prej je bila očitno Tjaša, zdaj je pa Marko. Ok. Znameniti biki, ki sem jih na brzino našel, so Adele, poznate, Katja pravi, da je njena hči, očitno njena princeska bikica. Ne verjamem, da bo ona imela že kaj traderskih izkušenj, mogoče pa, ok. Znameniti biki, torej Adele, poznate vsi Adele, to lepoglasno, nekoč zelo okroglo pevko, zdaj le suho ketrlco. Potem bik je tudi bil Adolf Hitler, ta ni bil preveč lepoglasen, ne vem sicer koliko je bil debel, ne spomnim se ga po kakšni debelosti, sicer pa mislim, da je bil model vegetarijanc, ampak pri Dolfiju se ne bomo dolgo zadrževali. Še en izrazit hollywoodski lepotec je bik Al Pacino. Evo, Katja pravi, da njena princeska z njo vred najbrž nabira počas traderske izkušnje, tako da to je pa za pohvat. Zadnji, če mu tako rečemo, slaven bik, ki mi je padel pred oči, je nekdanji slovenski alpski smučar Andrej Miklovc, in tudi ta seveda ni bil pevc. Kar se tiče tradanja, Marko, posluši, rojeni v znamenju bika zastopajo izrazito zemeljsko znamenje, v življenju iščejo mir in nek red, tako rekoč spokojnost. Kakor že samo poimenovanje znamenja, torej biki, pove, se rojeni v znaku bika najbolje znajdejo v bullish parih, torej v primerih, ko razmerje izrazito raste. Včeraj sem zvedel, da zame, ki sem kozorog, izrazito ustrezajo tredi, ki gredo navzdol.
za bike torej izrazito bullish tradi, torej naraščajoči tradi, dajte biti malo pozoren na to, to vam očitno sede, ali pa če imate že izkušnje s tem, ne. In take trade so biki sposoben najdeti in unovčiti tudi takrat, ko je gibanje nekega para izrazito bearish, torej navzdol. Se pravi, znate biki najdeti kontra trend in ga unovčiti. Tako da to je kar dobra lastnost, ne. Biki izrazito skrbijo za svoje imetje in dobro upravljajo z denarjem, prav tako se dobro držijo svojih, če jih je več, strategij trgovanja. Tule imam pol podatek, da svoje glave, a vseeno zanesljive bike privlačijo trgovanje v skupinah ter sodelovanje na platformah, kjer lahko delijo svoje nasvete in podpirajo druge. Torej je IM Akademija pa vsi naši možni in nemožni in nemogoči in mogoči skupince na Telegramu in tudi sicer v IM Akademiji so nekaj, kar vam zelo ustreza, očitno, če je temu za verjeti. Tako da, Marko pa princeska od Katje, če imate to opcijo, okej, dajte se oglasiti, tukaj sem dobil en juhuhu. Tako da, v bistvu so danes bili kar luštni teli 4 horoskopi, te 4 znamenja. Zdaj, jutri imamo tole ob 6, sicer še za zadnje 4, tako da tisti, ki vam še nisem pojasnil vaših nebeških traderskih lastnosti, poskrbite, da boste pogledali to ob 6 zjutraj, če v tej priložnosti ne boste, boste seveda to mogli narediti v posnetku. Včasih mi rata posnet, včasih mi ne. Tako da Marko in Tjaša se tudi, oziroma Marko v tem primeru, se tudi strinja s tem, kar je zdajle slišal. Kaj nam še ostane za nedeljsko jutranje prebujanje? Zunaj je danes zelo lep dan, saj tukaj pri nas na Jesenicah. Po obdobju deževja se je tudi včeraj zelo otoplilo. Jaz sem sicer zvečer delal na eni hokejski tekmi kot napovedovalec in tam ni bilo ravno toplo, ampak zunaj izgleda krasen dan. Tako da jaz zdajle, ko vas odpikam, se odpravim v gozd. Tamle gor me čaka ene par kil jurčkov, prav nekaj smo dogovorjeni. Imam zacahnane, kateri so moji, tako da grem po kilco 2, 3 jurčkov, preveč jih ne smem, ker zakon tega ne dopušča. Pa malo imam v planu, da bi šel tudi za Kostom pogledati, zdajle je že čas za Kostan, ne. Tako da, zdajle se bomo lotili še manifestacije, oziroma danes si rečem afirmacija za odločnost. Danes seveda tisti, ki nismo na kriptu, ne bomo trgovali, ampak te afirmacije nam bodo prišle prav. Evo, Zoom me ravnokar opozarja, da me bo on mene odpikal čez 10 minut, ampak saj toliko programa niti nimam več. Danes vam ne želim moriti, danes je nedelja. Mimogrede, samo en trenutek, da preverim en podatek. Okej, preden pozabim. Tisto, kar ste slišali v ta prvih minutah, tisti, ki ste se priključili takoj, ko še nisem snemal, tisto, kar ste videli in slišali, je bil model po imenu, da ga povem natančno, Gordon Matthew Thomas Sumner. Večinoma ga poznamo pod imenom Sting. Predstavil nam je eno lepo pesem z naslovom Fragile, torej krhka, kako krhka sva, je zapel model. Danes praznuje 71. rojstni dan. Ko smo pa ravno pri 71. oziroma pri rojstnih dnevih, je pa prav, če čestitam Simona Tekavec, zdajle jo imamo na liniji, dajte ostali tudi v chat napisati, dajte ji čestitati, danes ima sodeč po Facebooku rojsten dan, za ženske se ne pove, katerega ima, in ta podatek je tam tudi skrit, tako da jaz ne moram reči, dajte Simoni čestitati za 23. rojstni dan, ampak vse najboljše, Simona, prosim, če se tudi ostali. Tako, evo, no vidite. Dajmo Simonci malo izboljšati, polepšati jutro. Jaz se bom poskušal
ne osramotiti in bom rekel, vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga Simona, vse najboljše za te, bi rekla na Jesenicah, ne, tukaj le malo posebno poje. Ok, zdaj se naslonite nazaj, vdahnite zrak, narokajte ga do petk dol, do mezinčka na levi nogi, na desni nogi in do teh las, ki jih jaz nimam, in jih ne morem pokazati, pa v vse ostale ude in proporcije vašega telesa, torej nekako v stilu takole. Ok, ni vam treba delati takih fac, zadržite ta svež zrak nekaj trenutkov v sebi, naj vas preplavijo drogerski občutki svežega kisika. Potem pihnite skozi usta počasto ven. Če ste kaj jezni, ampak ne verjamem, da ste jezni, zdaj ste pol ure poslušali mene in ste se kar fajn zabavali, torej pihnite počasi ven. Če ste jezni, če vam gre na jetra, pa pihnite z vso silo ta zrak ven. Potem pa poslušajte, kaj vam imam za povedati, torej temu rečem afirmacije za odločnost. Če želite, si jih ponovite na glas ali pri sebi, je vaša odločitev. Moj predlog je, da daste roke gor, da vzamete od vesolja in od mene tisto, kar vam bom zdaj ponudil. Potem bomo pa današnji dan z eno luštno skladbico zaključili. Ok, pojmo, 10 jih je. Verjamem, da zmorem vse. Sem pogumen, pripravljen sem ukrepati in se soočiti s svojimi strahovi. Ostal bom osredotočen na svoje cilje in ne bom dovolil nikomur ali ničemur, da mi pokvari dan. Imam cilje in sanje, ki jih bom dosegel. Tako pozitivno sem naravnan, da dvomi ne najdejo poti do mene, sem preveč optimističen, da bi me bilo strah in preveč odločen, da bi bil poražen. So fucking positive. Verjamem, da je uspeh odvisen od mene. Prevzemam odgovornost za svoje življenje in odločitve, ki jih bom in sem jih že sprejel. Ustvaril si bom življenje, ki si ga želim. Sem tisti, ki doseže svoje cilje. Pri doseganju le-teh se ne bom ustavil pred ničemer in zaradi ničesar. 8, ta je zelo pomembna. Besedna zveza ne morem, v mojem besednjaku ne obstaja. Predzadnja afirmacija. Zavezan sem k uspehu na vseh področjih svojega življenja. In čisto ta zadnja, 10, s pogumom in samozavestjo vsakič znova stopim iz svoje cone udobja. Jaz dam enega lupčka v orgonitu. Rekel bi, da tudi Simoni, pa ne upam, pač čestitam še enkrat. Zdaj bomo tole naredili takole. Tole muziko iz ozadja ne bomo več poslušali. Share computer audio. Ok, zdaj spustim eno pesemco, ki jo že vsi poznate in v principu mora vsakomur polepšati dan. Jaz se vam za poslušanje in za sodelovanje zahvaljujem, tudi tistim iz Švice seveda. Če kdo želi, lahko v Telegramu napiše kakšno impresijo, an impression of this morning. Če kdo ne želi, jebi ga, bom pač ostal brez. Tako da zdaj zaključimo, jutri zjutraj ob 6 se spet slišimo, oziroma tisti, ki boste to poslušali v posnetku, pač kasneje. Lepo nedeljo želim, pazite nase, kakšno kilco kostanja, kakšno kilco jurčkov si nabavite, pa kakšnih 10 kil razumevanja in ljubezni,
če vam jih ne bo dal kdo drug, jih pa dajte vi komu drugemu, tudi to je vedno lahko pozitivno. Gremo z eno lepo in se vidimo in se slišimo jutri. Marko ima vas rad. Ta pa ne bo ta prava. Ta bo ta prava. Iz vetra je stal, sivi beton, svet je vkovan, jaram da dam. Stecimo kam, stecimo stran, stecimo svet sam. Za vse, prav za vse, je prosto nekje, kjer trate še zelene. Jaram pa da di, ta sreča in mir, sreča brez vrvice. Zmiraj z mano, zmiraj moj Bož, jaram da dam. Ko dobiš, kar želiš si, nisi nič več sam. Jaram pa da di, nobenih skrbi, srečo imaš na vrvici. Prijatelji ti, jaram pa da di, sreča na vrvici. Ok, srečo imajte na vrvici, da vam ne pobegne. Simona nam je pobegnila, očitno se je ustrašila. Vseh silnih čestitk, ampak mi vsekakor želimo najboljše. Tako da, lepo nedeljo, se vidimo in slišimo jutri. Čau.